prima to pica. Kaj cenimo pretežek? Kaj se na pljučih? Že cel rdeč. To je Nowhere, 4-članska glasbena skupina iz Kopra, ki ustvarja indie rock glasbo. Minuli vikend so nastopili v Centru mladih Koper, kjer so pripravili jagodni izbor preteklih 3 albumov oziroma opus zadnjih 10 let delovanja. Pred koncertom so z nami delili, kakšen podvig je bil priti do prve okrogle obletnice. Grozen. Polno vinkov. Ja. Ne, nismo šli nikoli straight forward. Pač mi smo imeli, ne bi rekel ups and downs, ne? Vedno smo tako konstantno laganini, napredovali v vseh elementih. Ja. Nekaj ovir, kot povsod, drugače pa še kar lišo, no. Razen covida, ampak kdo ga pa ni izkusil. Občinstvo je najprej ogrel kitarist in vokalist Mark Godina s svojim projektom Market Garden. Center mladih Koper so napolnili mladi in malo starejši, ki so nato uživali ob uspešnicah Square, Love Indifferent, Colors in še mnogih drugih komadih skupine Nowhere. Kaj je zdela unikatne, drugačne od ostalih bendov? Jakob. To je sicer zelo res. Drugače pa, kaj nas dela unikatno? Verjetno to, da ne sledimo preveč nekim trendom, se ne uklanjamo smernicam trga, pač delamo to, kar nam je kul, pobiramo inspiracijo tam, kjer nam je všeč in vedno dodamo svojo patino notri. Tako da mislim, da je to edina stvar, ki se jo spomnim, drugače se nimamo za ne vem kako unikatne, no, pač, razen Jakoba. No. Pravijo, da jim je nastopanje pred domačo publiko najlepše, saj je vzdušje bolj sproščeno. Od zadnjega izida albuma je minilo že 1 leto, zato imajo Nowhere v načrtu tudi 4. album, ki so ga že začeli pripravljati. Ogromno enih faz je, ne vem, od predstavitve ideje v bendu, pa pol skupno diskutiranje, kaj, ko daš skupaj vse komade na album, skušaš najti neko rdečo nit in pol greš v studio in pol je spet, mislim, je kar ovir vedno nekako, potrebno je dosti nekega usklajevanja drug z drugim, ne, okusov različnih in v bistvu kompromisov na koncu. Ful so v redu drugače, ful so cool, vidim kaj Nowhere, ne, Nowhere, to, vedno išče nove bedne komade, tako da fantje, vlastna prihodnost na YouTubeu. To moraš vključiti. Kakor vsako leto, se bo matura za dijake v letošnjem šolskem letu pričela s pisanjem eseja pri slovenščini. Čeprav je maturitetni izpit iz slovenščine sestavljen iz 3 delov, to je s pisanjem razpravljalnega oziroma interpretativnega eseja, z usmerjeno razčlembo izhodiščnega besedila in s tvorbo krajšega neumetnostnega besedila ter iz ustnega izpita, esej na maturi prinaša kar polovico skupne ocene pri slovenščini. Bodoči maturantje bodo pri eseju lahko izbirali med razpravljalnim esejem, kjer bodo primerjali prebrana dela, ali razlagalnim oziroma interpretativnim esejem na podlagi zbranega odlomka. Dijaki lahko razbirajo med razpravljalnim esejem, kar pomeni, da razmišljajo o določeni temi, naslovu, o vseh 4 dramskih besedilih, zdaj odvisno, kaj bo komisija izbrala. Lahko pa se odločijo tudi za interpretativni esej, dobijo odlomek in potem na podlagi navodil napišejo esej. Po besedah profesorice se v zadnjih letih dijaki večinoma odločijo za interpretativni esej, se temelji na odlomku in je tako za dijaka lažji. Zdaj, zadnja leta se morda dijaki odločajo tudi za interpretativni razlagalni esej ob odlomku. Morda jim je lažje, zato ker je odlomek vezan samo na eno dramsko besedilo in ni več toliko poudarka na jezikovno-slogovnih elementih. Dijaki bodo imeli na voljo 4 dramska besedila, in sicer Dogodek v mestu Gogi dramatika Slavka Gruma, eksistencialistično dramo Zaprta vrata francoskega filozofa in pisatelja Jean-Paula Sartreja, veliki briljantni valček družbeno-kritično dramo Draga Jančarja ter sodobno dramo Naše skladišče avtorice Nataše Mislej. Tema letošnjega maturitetnega eseja bo ujetost dramskih likov
razmerje med svobodo in nesvobodo. Da bi lahko bolje razumeli temo prihajajočega eseja, se je smiselno na kratko dotakniti vsebine posameznega dela. Pojdimo po kronološkem zaporedju in pričnimo z dogodkom v mestu Gogi. Ja, dogodek v mestu Gogi, delo dramatika Slavka Gruma je kot prvo, če gremo tako kronološko gledano, predstaviti dramsko besedilo. Govori o ujetosti dramskih likov v malomeščansko okolje, v mesto Gogo. V to mesto se vrne Hana, recimo, da je protagonistka, čeprav ni prava protagonistka, ona se vrne, ker bi rada razrešila svojo travmo, povezano s posilstvom, zaradi te travme ne zmore imeti normalnega odnosa s svojim fantom, Frankom, in se je vrnila, da bi razrešila to travmo. Odloči se sama, da bo postala aktivna, za razliko od vseh ostalih gogovcev, ki so vedno pasivni, lutke, žrtve lastnih travm. In ona se potem zavestno odloči, da bo tega svojega posiljevalca, ko jo poskuša ponovno posiliti, da ga bo udarila s svečnikom. Ne? Misli, da ga je ubila, potem naslednji jutro spozna, da ga ni, ker je živ, ampak pri sebi pa dejansko se je soočila s travmo, kar pomeni, da za njo obstaja neka rešitev te travme. Vsi ostali gogovci pa ostanejo ujeti v to Gogo. Pri delu Zaprta vrata bodo dijaki obravnavali tudi samo filozofijo eksistencializma. Zaprta vrata so eksistencialistična drama, morali bomo tudi razložiti filozofijo eksistencializma, ki govori o tem, da mora biti človek vedno odgovoren za svoje dejanja, je sicer svoboden, živi v svetu, kjer ni nobene avtoritete več, ni več Boga, ne počutijo se več varni in znajdejo se tri osebe v nekem domišljijskem peklu, v hotelu, kamor jih privede sobar. In soočiti se morajo s svojimi zločini, ki so jih opravili v prejšnjem življenju, ne? Navidezno naj bi bili mrtvi. Seveda je to, in potem najprej drugemu lažejo, kakšno osebnost so imeli, potem pa si morajo priznati svoje grehe in bodo drugemu večno rabili, ne? Trpinčili bodo drugega, ker tudi potrebujejo drugega. Pri delu Draga Jančarja bo poudarek predvsem na totalitarizmih. Ja, Veliki briljantni valček, ne bomo ga brali prav vezano na tisto časovno obdobje, govorili bomo o totalitarizmu, socialističnem totalitarizmu, ampak samo o totalitarizmu. Dramske osebe so prav zaprte v psihiatrično bolnišnico, Zavod Osvobaja, takoj nam bi moralo to spodbuditi predstavo o koncentracijskem taborišču, tako kjer delo osvobaja, ampak svoboda te ni treba, da te osvobaja, torej bomo govorili malo o absurdu in spoznavali, kakšne načine represije lahko izvaja nekdo, ki ima v rokah oblast. To bo Volodja. Zadnje delo avtorice Nataše Mislej so v nasprotju s prej omenjenimi dogaja v sodobnem času in govori o delu kot o sodobnem kapitalizmu. Ja, to je moderna drama, socialna drama. Mislim, da se bodo z njo naši dijaki najbolj jo bodo razumeli, najlažje, zato ko govori o delavkah, ki so zaprte 7 dni na teden in celo leto v skladišču hipermega marketa, podpisale so pogodbo, da bodo delale 6 dni, nekaj nedelj bi lahko bile proste, ampak ker delajo v skladišču in roba vedno neprestano prihaja v to skladišče, so one primorane, so ujete v to delo. Seveda gre za izkoriščanje delavk, položaj žensk, vse so ženske, z različnimi usodami spet bodo druga trpinčile, vse pa hrepenijo po boljšem življenju, ki pa se verjetno ne bo nikoli uresničilo. Sicer imajo vsa dela skupne točke, kar je nazadnje razkriva že naslovna tema eseja. Nekaj paralel med deli našteje tudi Mojca Butinar Možina. Verjetno se bomo morali najprej poiskati vpliv dramskega prostora na vse te dramske osebe oziroma njihove usode, ne? Pri dogodku v mestu Gogi bo to mesto samo, takšno turobno, mračno vzdušje, ki nadzira tudi ljudi, ki ne dopušča, da bi bili svobodni, vsi imajo neke travme povezane s spolnostjo, ne? Ampak se ne morejo rešiti tega okolja. Pol pri zaprtih vratih so itak že osebe, ne morejo več popraviti svojih zločinov, ne? Večno trpijo, so obsojeni. Pri Velikem briljantnem valčku je to politični zapor ali pa psihiatrična bolnišnica, kjer tudi ne moreš zbežati represije avtoritete, oziroma morda je nakazano, da lahko to umetnost to počne. In pri našem skladišču verjetno,
Tako se bodo delavke odločile prekiniti pogodbo, kar pa je težko, ker so odvisne finančno od dela. No, kljub temu, da so nekatera dela umeščena v pretekli prostor, bodisi v času Jugoslavije ali celo pred drugo svetovno vojno, ohranjajo svojo aktualnost. Še vedno bomo poiskali motive, ki so aktualni vedno, to je recimo hudobija ljudi, nasilje v različnih oblikah, telesno, psihično, ekonomsko, zločini, ljubezen, erotika, kapitalizem, nismo ga omenili, recimo pri našem skladišču, da ne pozabimo, neokapitalističen sistem. Skratka, to so teme, ki so vedno aktualne. Profesorica zaključi s tem, da zbor književnih del za maturo odslikava tudi današnji čas in jih s tem toliko bolj aktualizira. Kot zatrdi, imamo dan danes vedno manj svobode, čeprav živimo v iluziji, da jo imamo. Tako da je potrebno mlade opominjati na sredstva nadzora, ki jo ima država.